Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Na slovesnosti pod Ljubeljem so tudi letos počastili spomin na vse žrtve mučenja, poniževanja, prisilnega dela in izničenja slehernega dostojanstva med drugo svetovno vojno. V edinem koncentracijskem taborišču v Sloveniji je bilo med junijem 1943 in majem 1945 zaprtih skoraj 2000 političnih internirancev iz 13 evropskih držav. V nečloveških, za marsikoga pogubnih razmerah so zgradili 1542 metrov dolg predor, katerega namen je bil izboljšanje prometne poti nemške vojske do Jugoslavije. Na obeh straneh Ljubelja so morali jetniki opravljati najtežja dela, kot sužnji in brezpravni ljudje, medtem ko so jih njihovi pazniki venomer pretepali. Slabi ali dela nesposobni delavci so bili poslani v Mauthausen, kar je pomenilo zagotovo njihovo smrt, in le redki so čudežno preživeli. Po besedah varuhinje človekovih pravic je vsaka obletnica obeleževanja spomina na žrtve holokausta in žrtve vseh taborišč smrti tudi opomin na izjemno moč besede, ki je na samem začetku vodilo vsem nosilcem zla in krvnikom nedolžnih ljudi. Zato se je treba upreti vsem besedam, s katerimi sejemo sovraštvo, nestrpnost in prenapetost. Obletnica je velik opomin vsem nam živečim, da budno presojamo vrednost spoznanj, ki nam jih zgodovina nenehno ponuja. Je priložnost, da se jasno opredelimo, naredimo kaj za sočloveka v stiski, tako ga spomnimo in opomnimo, zlasti mlade, ki jim je mir tako rekoč položen v zibko. V drugi svetovni vojni je bilo po evropskih taboriščih zaprtih prek 60 000 Slovencev. Kar 3000 jih je umrlo v italijanskem taborišču Rižarna, 1600 v nemškem taborišču Dachau, 1331 v Auschwitzu in 1500 v Mauthausenu. Jani Alič, predsednik koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja, je spomnil, da skoraj 13 000 umrlih v plinskih celicah in sežganih v krematorijskih pečeh ne bo nikoli dobilo svojega groba. Vedenja med mladimi o narodno-osvobodilnem boju, o vrednotah tega boja je zelo malo, zato poskrbijo v šolah. K temu pripomorejo naši na volitvah izbrani voditelji, ki nam vsiljujejo razne hude jame, pa tisti, ki postavljajo domobranske spomenike in častijo kolaboracijo. Med njimi so tudi zgodovinarji, ki poskušajo spremeniti našo zgodovino. Zato se vi, taboriščniki in partizani, zagotovo niste borili. Te svetle tradicije narodno-osvobodilnega boja moramo ohraniti za vedno. In to je naloga nas, mlajših. 7. maja 1945 so vse jetnike taborišča pod Ljubeljem izpustili, vendar so enote SS znova zajele nejugoslovanske internirance in jih med umikom skozi Ljubelski predor na Koroško uporabile za živi ščit. Jetnike je pozneje v Rožu osvobodila partizanska vojska. Da bi Nemci zabrisali sledove svojih grozodejstev, so podružnico Mauthausena porušili. V spomin in opomin na vojne grozote trpljenja jetnikov ob robu parka pod Ljubeljem stoji spominska arena okostnjaka z živim srcem v sredini ter napisom Obtožujem. Taborišče pa simbolno osvobodimo vsakokrat, ko se tukaj zberemo in počastimo spomin na žrtve. Za hip si lahko predstavljamo, da sežemo vsem žrtvam v roko, jih pogledamo v njihove prestrašene oči, soočene s smrtjo in jim rečemo: nikoli ne bomo pozabili na vas, storili bomo vse, da grozot, ki ste jih doživljali, ne bo doživljal nihče več. Na to se torej spomnimo vsak dan, ne le danes. V sobotnem kulturnem programu so sodelovali trobivci Slovenske vojske in gardi Slovenske vojske, praporščaki, nastopajoči iz občine Tržič, pihalni orkester Tržič pod vodstvom dirigenta Nejca Bečana, učenci podružnične osnovne šole pod Ljubelj, učenci glasbene šole Tržič, člani folklorne skupine Karavanke, baritonist Tone Habjan in harmonikar Nejc Jemc ter recitatorja Tone Šepec in Danijel Petkovič.